Še kadrovske zadeve. Vlada na današnji seji razrešila Andreja Plahutnika z položaja direktorja Vlade Republike Slovenije za varstvo konkurence v Ministrstvu za gospodarstvo. Andrej Plahutnik je namreč 20. septembra letos podal predlog za razrešitev z položaja direktorja, zato je minister za gospodarstvo v skladu s prvo točko drugega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih predlagal, da Vlada Republike Slovenije sprejme sklep in izda odločbo o njegovi razrešitvi z omenjenega položaja. Za vršilca dolžnosti direktorja Vlade Republike Slovenije za varstvo konkurence v Ministrstvu za gospodarstvo pa je vlada z današnjim dnem imenovala Janija Sorška, univerzitetnega diplomiranega pravnika, in sicer do imenovanja direktorja po upravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo 6 mesecev. Vojko Kos je z današnjim dnem razrešen z položaja direktorja Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Vojko Kos je namreč 2. novembra letos podal pisno zahtevo za razrešitev z položaja direktorja Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, zato je generalni sekretar vlade v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih podal predlog, da se z današnjim dnem razreši z položaja direktorja Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Minister Milan Tarman pa je z jutrišnjim dnem imenovan za vršilca dolžnosti direktorja Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, in sicer do imenovanja direktorja po upravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo 6 mesecev. Vlada z direktorico Slovenske tiskovne agencije DOO iz Ljubljane imenovala magistro Alenko Katarino Pavlin. Njen mandat traja 4 leta in se začne 1. decembra letos. Vlada je imenovala tudi magistra Alojza Ratajca za člana uprave tako imenovanega delavskega direktorja Družbe za avtoceste Republike Slovenije DD, katerega delovno področje bodo zlasti kadrovska in socialna vprašanja zaposlenih v družbi, njegov mandat pa je 5 let. Toliko za enkrat z moje strani, sedaj pa sem seveda na voljo. Izvolite. Glede vlada za varstvo konkurence gospoda Plahutnika pa gospoda Sorška, kako bo se vlada odločila, da bo na tem mestu če zdaj postavila VD-ja? Vršilca dolžnosti in nekoga z trajnim mandatom oziroma z mandatom 4 let? Zato bi je potrebno izvesti razpis pred natečajno komisijo in to traja določen čas. In potem, ko bo ta razpis končan, ko bodo eden ali več kandidatov, ki ustrezajo kriterijem in pogojem predlagani ministrov, bo ta po vrednosti enega predlaga vladi v imenovanje. Pa se vam bilo bolj logično, da bi zdaj imenovali že nekega trajnega vlada? Se ne da. To so postopki. Postopki v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih tečejo in nič ni mogoče zaobiči. Zdaj pa če to lahko recimo bilo najhitreje, ker vemo, da je gospod Vizjak, minister Jena, povedal vojno inflaciji, gospod Janša. Težko rečem, da bo omenjen direktor imenovan, kajti to je seveda odvisno od samih postopkov, pred posebno natečajno komisijo uradniškega sveta, želja vlade je, da do tega pride čim prej. In ravno zaradi tega, ker je dosedanji direktor odstopil oziroma pisno zaprosil za razrešitev, je vlada menila, da je potrebno imeti novega za ta čas, prehodni čas do imenovanja trajnega direktorja, da se na ta način nadaljuje delo urada vlade za boj menjega urada, ter tako pač tudi izvaja tiste ciljne smernice, o katerih ste večkrat javno govorili, tako predsednik vlade, kot tudi minister za gospodarstvo. Na urad, pa na varko konkurence. Gospode Sorška in tukaj, pa njega verjetno vprašam, bom vas. Ne morate, pa še z jutrišnjim dnem nastopi. Na katerih področjih pa bo v bistvu vlada tukaj z vladom prvo posebno? Kot verjetno veste, je urad neodvisen pri svojem delu, kar smo se skozi poudarjali. Tako da vlada mu je dala samo določene usmeritve glede zadnjih dogodkov, glede zviševanja cen hrane in morebitnih povezovanj trgovskih subjektov, tako da na njem je, na samem uradu, na vodstvu tega urada, da izpeljejo vse potrebne in ustrezne postopke, kakšne bodo, kako bodo trajali, koliko časa, v tem vlada ne odloča, to je vprašanje, ki je potrebno nasloviti na urad. Bi si vi želeli, da bi urad najprej posebno oziroma koncentracijo nadzora? Bi si želeli, da bi urad upravil tisto funkcijo, ki mi je bila zaupana in bi upravičil pričakovanja tako vlade, ki imenuje direktorja, kot tudi nazadnje državljank in državljanov Republike Slovenije.
Verjetno imate kakšna področja, gledane izjave, podržitve, podobne stvari. Vsi ste si že sami odgovorili na svoje vprašanje. Torej, hrane trgovci. Tudi.